Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 26. marec 2025. Moje ime je Matijas Tepišnik. Katere so vroče teme v Mariboru pred četrtkovo sejo mestnega sveta in kakšna je politična temperatura v mestu? Slovenska ljudska stranka se pripravlja na kongres. Kako lahko dogajanje v zunaj parlamentarni stranki premeša dogajanje na desnici in v slovenski politiki nasploh? Kakšen bo nov režim vstopa v Združeno kraljestvo? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Lokalne volitve so morda nekoliko dlje kot državnozborske, a to ne pomeni, da je v lokalnih političnih arenah mirno. Gremo v Maribor. Tukajšnji mestni svet čaka na seji v četrtek nekaj pomembnih odločitev. Pričakovati je, da bodo svetniki potrdili znižanje cene za pitno vodo in čiščenje odpadnih voda. Bolj negotov je rezultat glasovanja o ponovni podražitvi vrtcev. Cene vrtcev bi se lahko zaradi novega plačnega sistema v javnem sektorju zvišale za 7 do 8%, a to še ni vse. Občina bi namreč v prihajajočem enoletnem obdobju postopoma in sicer na vsake 3 mesece zniževala subvencijo staršem, kar pomeni, da bi se cene vrtcev še dodatno zviševale. Svetniki se bodo v četrtek seznanili tudi študijo umestitve stacionarnih radarjev na občinskih cestah, ki predlaga 11 možnih lokacij, kjer bi lahko postavili merilnike hitrosti v Mariboru. Zanimiva razprava pa se pričakuje tudi o predlogu Slovenske demokratske stranke, da bi preklicali prometno cono v Kamnici. Z nami je naš novinar Igor Selan, ekspert za mestni svet in mestno politiko. Igor, zdravo, najprej. Tvoja udeležba na sejah mestnega sveta, čeprav si seveda novinar, je domala 100-odstotna za razliko od nekaterih svetnikov, kaj ne? Ja, to je sicer kar provokativno izhodišče, ampak drži skoraj da na vseh sejah v letu brez nadaljnega tako. Greva, Igor, k vsebini. Kar nekaj bo zanimivih, da ne rečem kontroverznih, polemičnih tem na seji mestnega sveta v četrtek. Omenili sva jih že v napovedi. Kaj pričakuješ? Kje bi se lahko najbolj izkrilo, katere bodo politično najbolj vnetljive teme? Ja, zanesljivo to ne bo pocenitev vode in odvajanja odpadnih voda, čeprav je pocenitev, ker se to v Mariboru zgodi res zelo poredko, bo pa to cena vrtcev. Tukaj se zna zgoditi ena stvar, in sicer, da bodo svetniki podražili vrtce zaradi dviga plač javnih uslužbencev, ne pa tudi zmanjšali občinsko subvencijo. Temu so namreč že večkrat nasprotovali, tako da se zna zgoditi dvig, hkrati pa ne tako visok, kot bi si to tudi želel župan. Druga polemična tema pa bo nedvomno cona 30 v Kamnici. Zbor krajanov v Kamnici je januarja dal vedeti, da si krajani ukinitev te cone tam želijo, vendar župan Arsenovič tega ni upošteval. Ko so v Kamnici ugotovili, da očitno sklepi sprejeti na zboru krajanov niso tako zavezujoči, kot so si to očitno zamišljali, zdaj poskušajo po drugi poti in preko SDS-a, ki je vložil to zahtevo v mestnem svetu. Ali bo ukinitev cone 30 v Kamnici tudi izglasovana, to bomo pa pravzaprav šele videli. Prav gotovo bo del politike skušal tu prisloniti svoj lonček in dobiti nekaj političnih točk. Vemo, da so take cone nepriljubljene, ampak na koncu bo razprava tudi o varnosti v prometu, kako se bo razpletla, pa bomo seveda videli. Varnosti v prometu se seveda dotikajo tudi radarji oziroma merilniki hitrosti, to je stvar diskurzivnih nijans, ki pa imajo, Igor, vema, v Mariboru poseben status. Nekoč so enega župana že odnesli. Ali pričakuješ, da bi lahko imela tokratna debata o radarjih v čemerkoli podoben naboj? Ne, niti malo. Pravzaprav ga verjetno ne bi bilo niti leta 2010 ali 2011, ko je Kangler prvič uvajal radarje v Mariboru, če sam ne bi tik pred zdajci spremenil projekta, ki je število radarjev enormno povečal, jih umestil na točke, ki niso bile nujno povezane z varnostjo v prometu, hkrati pa bi takrat z njimi služila Iskra in ne mariborska občina. Tokrat je diskurs popolnoma drugačen, nova oziroma sedanja mestna uprava se tega loteva popolnoma drugače in ne verjamem, da bi tukaj bila kakšna prav posebej velika razprava o tem,
ali radarje umestiti ali ne. Konec koncev pa gre tudi samo za seznanitev mestnega sveta za študijo in v bistvu mestni svet o tem sploh ne more v tem trenutku odločati. V bistvu odločitev je že sprejeta. Ampak famoznega ali pa razvpitega radarja na glavnem oziroma starem mostu ne bo. Ne bo zaenkrat, očitno je tukaj moral župan Arsenovič stopiti korak nazaj. Spomnimo se, da je lani oktobra, ko so glavni most ponovno odprli za promet, napovedal, da bo tam radar, zdaj ga očitno ne bo. Ne bo ga, zato ker študija pač glavnega mostu ni izpostavila kot varnostnega problema, medtem ko so številne druge točke z tega vidika bistveno bolj problematične in študija radarje umešča nanje. Teh lokacij je, kot si sam povedal, 11 zaenkrat. Se pa bo to število še kasneje tudi povečevalo. Nenazadnje občina zaenkrat kupila tudi samo en radar in 3 ohišja, tako da bo seveda ne bo znano, kje radar je na 3 lokacijah, bo pa radarje zanesljivo najemala oziroma kupovala tudi v prihodnje in bo to število povečevala. Igor, če te že imamo v studiu, še te izkoristimo za to temo. Maribor je brez sprejetega proračuna za letošnje leto. Kakšen problem ta hip to predstavlja za občino in kaj se bo zgodilo v zvezi s tem v naslednjih tednih? To je ta klasičen problem, da se občina lahko, kot temu laično rečemo, zaenkrat financira samo po 12-tinah, ne more v bistvu izdajati razpisov, prodajati premoženja, ampak to se bo že v kratkem spremenilo. Župan Arsenovič je prav danes napovedal izredno sejo za 3. april, to je prihodnji četrtek že, na kateri se bo proračun za letošnje leto sprejemal v prvem branju, tako da kaže, da bi proračun vendarle lahko bil relativno hitro pod streho. Omenil sem tudi že, da so lokalne volitve nekoliko za parlamentarnimi, a v resnici niso več tako daleč v stran. Prav tako bodo potekale leta 2026. Igor, povej nam, se to v mestni politiki zdaj že kakorkoli čuti? Za razliko od državne, kjer se je ta borba že razplamtela na polno, v mestni politiki ni opaziti kakršnega koli prav posebej vznemirjenja in glede na izkušnje iz preteklih let in preteklih volitev tudi ni pričakovati, da bi se kaj takega zgodilo tik pred zdajci. Pravzaprav je postala nekako praksa v zadnjih 15-20 letih, da se v Mariboru stranke za lokalne volitve in županske zganejo šele kakšne največ 3 mesece pred volitvami, tako da zaenkrat tega utripa ni. Igor, hvala lepa. Kot že rečeno, Igor in Večer bosta v četrtek na seji mestnega sveta zagotovo prisotna. Spremljajte nas na vseh platformah. Slovenska ljudska stranka se konec aprila odpravlja na izredni kongres, na katerem se bodo za predsedniško mesto potegovali 3 kandidati. Poleg aktualnega predsednika stranke Marka Balažica in nekdanje državne sekretarke Tine Bregant, katerih kandidaturi sta bili pričakovani, pa se je za kandidaturo odločila še nevrobiologinja dr. Nina Strah. Ta je bila sicer na strankini kandidatni listi na zadnjih evropskih volitvah. Čeprav gre za širši javnosti najmanj poznano ime, pa bi lahko ravno kandidatura Strahove bistveno premešala karte na kongresu. Odločitev je namreč sprejela tudi na pobudo predstavnikov tistih lokalnih odborov stranke, ki so že dlje časa nezadovoljni s trenutnim vodstvom in so si prizadevali, da bi po evropskih volitvah vodenje stranke prevzel Peter Gregorčič. Zaradi tega so se v delu članstva SLS že razširile špekulacije, da gre za zrežirano kandidaturo, ki bi omogočila, da se Gregorčič še pred naslednjimi državnozborskimi volitvami ponovno aktivno vključi v delo stranke in morda kasneje celo prevzame njeno vodenje. Naš novinar Timotej Milanov je preveril, kakšen je utrip v stranki in kaj se dogaja v ozadju priprav na izredni kongres SLS. Govorili smo s ključnimi akterji v tej zgodbi, v kateri ne manjka medsebojnih obtožb in različnih scenarijev za obvladovanje nekoč pomembne stranke slovenske desnice. Poleg poročanja o omenjenem dogajanju poskušamo Večeru odgovoriti tudi na vprašanje, ali je uspeh SLS kakorkoli ključen za to, da bi lahko desnica po naslednjih volitvah spet sestavila vlado. Podrobneje lahko o tej temi preberete v današnjem tiskanem Večeru in na večer.com. Ali imate v načrtu potovanje v Združeno kraljestvo? Potem pozor, že po Brexitu se je spremenilo marsikaj, 2. aprila pa velja vstopa še ena novost. Namreč za vse obiskovalce Združenega kraljestva je začel veljati elektronski sistem za predhodno odobritev potovanj, tako imenovana ETA, nekaj podobnega poznajo tudi v Združenih državah Amerike.
To pomeni, da morajo vsi potniki pred potovanjem na otok izpolniti spletno vlogo in plačati 10 funtov oziroma 12 evrov. Naš novinar Jon Knez se je ukvarjal s to temo. Jon, zakaj se je vlada v Londonu odločila za to potezo? Kakšni so razlogi? Ja, Združeno kraljestvo je ta sistem ETA vpeljalo že prej, od letos 8. januarja so pa sprejeli nov sistem. To velja za državljane držav, ki za vstop v Združeno kraljestvo sicer ne potrebujejo vize. Od 8. januarja naprej morajo potniki iz ZDA, Kanade, Avstralije, Mehike, Saudske Arabije, Argentine, Brazilije, kot si Matija omenil, imeti izpolnjen obrazec ETA. Od prihodnjega tedna pa bo to veljalo še za evropske države, izjema je država Irska. S sistemom ETA je Združeno kraljestvo sicer začelo oktobra 2023 za državljane Katarja, kasneje so na seznam dodali še državljane ostalih arabskih držav. Zato pa so se odločili, kot so tedaj pojasnili, da bi preprečili prihod državljanov, ki bi Združenemu kraljestvu predstavljali varnostno grožnjo. Naj omenim, da to velja predvsem za turistične poslovne obiske, za ljudi, ki ne ostanejo tam dolgoročno, in pa da je za digitalno ETO potrebno zaprositi vsaj 3 dni pred potovanjem. ETA pa bo na to veljala za večkratno potovanje, se pravi, če boste potovali v Združeno kraljestvo večkrat, ni potrebno vsakič znova zaprositi, temveč bo veljala za obdobje 2 let. Spomnite, velja, da slovenski državljani za vstop v Združeno kraljestvo od 1. oktobra 2021 zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU potrebujejo potni list in ne več osebne izkaznice, sicer pa je obrazec z vsemi podatki in povezavami objavljen na spletni strani slovenskega veleposlaništva v Londonu. Več o tem pa seveda lahko preberete v Večeru. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 26. marca 2025. Z vami sem bil Matija Stepišnik. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.